Kakšne priložnosti prinaša kriza za ženske v gospodarstvu? Prepričana sem, da velike. Zaradi tega, ker značilnost pri ženskah je vztrajnost. Mogoče, da manjka le nekaj samozavesti. Pa tudi, če gledamo dolgoročno, ženske imajo vse več priložnosti v tehničnih poklicih, ki se jih danes pregovorno izogibajo, tako v arhitekturi, gradbeništvu, elektroniki, posebej v informatiki. Skratka, vse posod so te potrebe izjemno atraktivne, globalno atraktivne, posebej na 500-milijonskem evropskem trgu, kajti vendar smo najmočnejši trg na svetu, odkar pripadamo in spadamo v Evropo. In kako naj ženska usklajuje družino, kako naj bo mati, žena in hkrati ustvarja kariero, da je hkrati v službi cel dan, kar je danes običajno. Zato bo vendar morala veliko postoriti tudi družba. Kaj? Ustvariti in skreirati tiste servise, ki so nujen predpogoj za to, da bo žena lahko imela čas tudi zase, tudi za lastno sprostitev, za rekreacijo, da ne bo pregorela ob tem, ko bo servisirala vse doma, vse pri hiši, se ukvarjala na koncu še s pranjem perila in seveda bila v službi od 6. zjutraj do 6. zvečer. Predvsem pa mora biti toliko samozavestna, da upa narediti ta korak, da ve, da zmore tudi na vrh, da zmore tudi voditi, da ni tista, ki naj bo vedno druga, da je lahko tudi prva in da zna več, kot si misli, da zna, samo korak naprej je treba storiti, korak malo v neznano.